Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Medtem ko sosednjo Hrvaško in posledično tudi Slovenijo tresejo razni potresi, pa je glasbeni svet pretresla zelo žalostna vest, kajti v 90. letu starosti je odšel, ne bom rekel verjetno največji, rekel bom kar največji slovenski skladatelj vseh časov, izumitelj slovenske zabavne glasbe in pa popevke, človek, ki je oral ledino v zlatih časih, ko je slovenska zabavna glasba nastajala, bil dvakrat na Evroviziji, sodeloval z najboljšimi tekstopisci takratnega časa in seveda tudi z največjimi imeni pevske scene takratnega časa. Govorim seveda o Mojmirju Sepeju, dame in gospodje, avtorju pesmi kot so Zemlja pleše, Poletna noč, Med iskrenimi ljudmi in še marsikaj drugega. Torej človeku, ki se je zasidral v naše gene, človeku, ki je postal del nas, človeku, ki je nekako zaznamoval naša življenja, Generacije Slovencev so rasle ob njegovi glasbi in se verjetno, ko slišijo kakšno njegovo pesem, spomnijo svojega prvega poljuba, svoje prve ljubezni, verjetno tudi zlomljenega srca in še marsikaj drugega. Mojmir Sepe, za prijatelje Mojze, seveda tudi partner enako legendarne Majde Sepe, je torej odšel star 90 let in spodobi se, da današnjo oddajo posvetim v njegovo čast. Ko sem prej rekel, da je oral ledino in sodeloval z največjimi pevci takratne generacije, sem seveda mislil tudi na našega dobrega prijatelja in pa prekrasnega človeka Lada Leskovarja, ki je z Mojmirjem Sepetom sodeloval tako ali drugače, prepeval njegove pesmi, bil tudi njegov osebni prijatelj in meni je v izjemno in veliko čast, da bo Lado Leskovar nocoj danes z mano in da bo torej debatiral v svojem prijatelju. Torej, dame in gospodje, z nami bo Lado Leskovar. Poleg Lada Leskovarja pa se nam bo pridružil še en prijatelj, torej človek, ki je v naši oddaji skupaj z Ladom že sodeloval. To je pa velik poznavalec slovenske pop kulture, predvsem tiste ta stare, zbiratelj vseh teh starejših stvari, človek, ki je Mojmirja tudi dobro poznal, ker je delal seveda na televiziji Slovenija, s katero je bil Mojmir močno povezan, torej Zdravko Rjavec, prav tako v naši družbi. Fanta moja draga, kot smo se zmenili že zadnjič, jaz vaju bom tikal, ker smo na vse zadnje bili sošolci in tudi po amsterdamskih nočnih klubih smo nekoč veliko hodili. Torej, lepo zdrav Lado in lepo zdrav Zdravko. Zdravko tu in tebi, pozdrav z moje strani vsem gledalcem, predvsem gledalkam seveda, predvsem pa tisto, da smo skupaj hodili v šolo. Ja, ti si bil v prvem razredu, ko sem jaz že maturo delal, recimo. Drži, ko si ti postal že častni študent, sem jaz bil v prvem razredu osnovne šole. Lado, da dam tebi najprej besedo in te vprašam, kakšni so tvoji spomini na Mojmirja Sepeta in seveda, kje sta se srečala, kako sta začela sodelovati in kaj na vse zadnje si prepeval zanj. Izvoli. Z Mojmirjem sva se spoznala, srečala leta 1960 na Bellevue v Ljubljani. To je bil dancing, kjer sem jaz pel, vsak večer si služil kruh s tem. In on in tudi drugi iz radia so hodili tja posedeti, zaplesati in tako naprej. Ko sem jaz potem, so me povabili na radio, da bi probal kaj posnet, jaz sem rekel, da nisem še zato, da nisem pripravljen, ampak potem so me na en način skoraj bi rekel primorali in sem potem si izbral pesem Puppy Love, Polenka je to pel, v slovenščini, bil sem mlajši kakor ti, Mojmir je organiziral, da je prevod prepel naredil Gregor Strniša in tudi Mojmir je napisal aranžma in tako sem jaz leta 1963 s to popevko zmagal, bi rekel, na festivalu Kukar pokaži, kaj znaš,
v Mariboru, kjer je pač drugo mesto zasedla takrat moja dobra prijateljica, tudi zdajšnja Lidija Kodrič. In tako se je začelo. Mojzes je dirigiral, njegov orkester je igral, jaz sem pel. In tu je bil velik hit, za katerega se moram zahvaliti tudi Mojzesu za njegovo pomoč in za aranžma, ki je bil odličen. In tako se je začelo. Potem smo pa že kmalu istega leta, sem jaz pel Mojzesovo Malo kdaj se srečava, ki je dobila nagrado občinstva na slovenski popevki na Bledu, druga slovenska popevka je bila to. In potem se je nadaljevalo. Jaz bi rad sem nekaj rekel, praviš, Mojmir Cepe, kralj slovenske popevke. Jaz nisem za razne monarhije in tako naprej, ampak naj bo vsaj grof, ki je iz Celja, naj bo celjski grof slovenske popevke. Evo. Končal je namreč prvo gimnazijo v Celju, znamenito, to še jaz vem, tako da se strinjam s tabo. Zdravko, če dam tebi besedo in tudi tebe podobno kot Lada vprašam, kako si ti Mojmirja spoznal, kakšni spomini te vežejo in če sta kdaj sedela skupaj in se pogovarjala, kaj sta kaj rekla, to me zanima, izvoli. Torej, jaz imam zelo lepe spomine na gospoda Sepeta, ampak najprej bi omenil, kdaj sem ga prvič videl živo. Kot mladec sem spremljal slovensko popevko leta 1972. Takrat je dirigiral to znano pesem, ki je bila potem velika zmagovalka slovenske popevke Med iskrenimi ljudmi. Spomnim se tega njegovega veličastnega dirigiranja, te prelepe pesmi. Spomnim se celo, da je to pesem v angleškem jeziku Med iskrenimi ljudmi zapel Robert Young. Sicer pa so naša srečanja vezana, veš kako je, večkrat smo se srečali kar na hodnikih, vse to recimo Lado dobro ve, pa rekli to ali ono. Sicer imam pa res zelo lep spomin na družino Cepe, to moram pa povedati, da me je Radio-televizija Slovenija leta 1995 poslala delati intervju. Intervjuval sem gospo Majdo Cepe, se pravi njegovo soprogo. Spomnim se tega njegovega prisrčnega sprejema v hišici, spomnim se, da je to bilo za Bežigradom, spomnim se velikega pianina. On je takrat zaigral na pianino ravno to prvo pesem Zemlja pleše in spomnim se, da sta takrat oba zabrbrala in to je bil en tak zelo lep intervju. Skratka, imam ga v enem takem lepem spominu. Vedno je kakšno modro besedo izrekel, tudi vmes, ko sva se pogovarjala z Majdo, je parkrat tako še kakšno modro besedo dodal in moram reči, spomin je res veličasten. Se pravi na gospod Cepe in na gospoda Sepeta. Lado, da tebe vprašam, mislim, da smo 3 tedne nazaj smo tudi takšno laudajo posvetili Deviju Hruševarju, še enemu velikemu skladatelju in genialcu slovenske glasbe. Je možno dejansko res izbrati najboljšega, ali ti te nazivi niso všeč, pa si misliš, sej glasba ni tekmovanje, ampak nekako vedno radi, ljudje rečemo, ta je bil pa najboljši, pa največji, pa recimo potem, ko nas zapusti, radi s temi pridevniki operiramo, tako ali drugače, ampak tukaj pa mislim, da se ne bom zmotil, če bom rekel, da je bil res največji, se strinja z mano, Lado. Najboljši, največji so športni termini, pa še najhitrejši, pa najdaljši. Meni je bil Mojzes najbolj všeč, najbolj rad sem ga od vseh komponistov. Če je bil najboljši, ne vem, nisem sodnik za te stvari. To je ravno tako, ko začnejo meni igrati, recimo pri Big Bandu, kukar jazz, pa je free jazz, pa se grejo, kdo bo hitrej in kdo bo višji. To so športne panoge. Mojzes je bil predvsem osebnost, ki je naredil po meni najljubše slovenske popevke. Imel sem srečo, da je veliko tudi zame pisal. Mojzes je vedel, kaj je to zabavna glasba, kako se to dela. Midva sva še celo veliko koncertov skupaj naredila, on me je spremljal. Sva bila po vsej Sloveniji in to. In vsi spomini nanj so zelo lepi,
predvsem, ker smo se tudi družinsko družili. Tudi moj Martin, ki ima zdaj 26 let, je pri njih tam za Bežigradom, kot si ti rekel, na Slovenčevi cesti, iskal na njihovem vrtu jajčka ob veliki noči. In tako da je bila ena čudovita družba. Mi smo se družili, mi smo se najmanj enkrat na mesec dobili, kakšno rekel, kakšno kaplo tudi dal vase in se veliko pogovarjali o vseh teh stvarih, predvsem tudi potem, ko je Majda prenehala nastopati. Nažalost, Majda je bila res prava dama. Če vidim danes, koga imenujejo za prvo damo, potem me oprosti, sem slabe volje, ker če prva dama poje mačo prime za krtačo, pol ne vem, kakšna prva dama je. Ampak to so... Dajmo mi si pred reklamami privoščiti, ta nastop mi je posebej všeč, ne? Že zelo, bom rekel, v letih je Mojmir na tem posnetku, ampak kako on še vedno s takšnim entuziazmom, zafrkantstvom, to mi je bilo pri njemu všeč, on je bil zafrkant, on je bil šalivec tudi, ne? In kako izvede to pesem Lajnar, če se ne motim, je naslovno, dajmo režija tole si zavrteti malo, potem pa skočimo v reklame. Ta mi je res nepozabna, verjetno ni ena izmed najbolj znanih, ampak je pa v tej izvedbi njegovi, kot tudi poje, ne? Res super, no? Dajmo si tole pogledati. Nej boje busoje, moja vam lajna, che znano skupsajna, če boje soje liže, vam se te poliže, del di, del do, pred hiše, grem pa na duriše, kjer so balkoni, igram za bohloni, sva v bazu spet zgubila, vendar lajna špila, del di, del do, za dnarmi neč marni, če na balkonje, dekleto moj lonje, za punce lajna moja, lepo, lepo poja, del di, del do, che zlata, življenje ni brata, taka je štorija, življenje je skorja, ko umrem za mizerere, ne se lajna bere, del di, del do. Ja, pri mnogih skladateljih ni ravno v navadi, no? Pri enih je, pri drugih pa ni, da bi imeli neke take krasne ljubezenske zgodbe, ne, a veš, ne. Pa imajo, ne vem, več punc tam, pa se hitro ločijo, pa razidejo, pa skregajo in tako naprej, pevci še posebej, ne. A veš, ampak tukaj pri Mojmirju je bila pa ta legendarna ljubezenska pravljica, če tako rečem, ne, med njim in Majdo Sepe, kako se je on zagledal v njo pred davnimi leti. Mislim, da je bila celo manekenka, ona takrat, če se prav spomnim, nastopala na nekem izboru in jo je zagledal in jo seveda osvojil, ni pričakoval, da jo bo, ker je bila res prvovrstna lepotica, ne, v svojih res tistih najlepših letih. On je bil pa frajer, ne, pozer, glasbenik, ne, in potem sta se našla in je seveda za njo ustvarjal prekrasne pesmi. In Lado, preden dam Zdravku besedo, če tebe vprašam, ti si rekel, da ga poznaš res dolgo časa in tudi Majdo si seveda dobro poznal. Se spomniš, kaj ti je on, kaj je o njej povedal, kako sta se spoznala, je sploh vedel, da se bo zaljubila v njega, sta bila res srečna, ali se je za vratih dogajalo, kaj kar ne vemo, recimo, če malo tračarsko obrnem tole, če smem, kaj bi ti rekel, no, v tej njuni prekrasni ljubezenski zgodbi in tudi na vse zadnje poslovnem in glasbenem sodelovanju, ki je, mislim, da izjemno. Tudi, če bi kaj vedel, ne bi rekel. To je prva stvar, ker mi smo bili res v čudovitih prijateljskih odnosih. Jaz sem mogoče bil bližji z Majdo kot z Mojzesom. Mogoče zato, ker je ona bila pevka,
zato ker je čutila in vedela, kako se te stvari delajo, kakšni so problemi. Z mojimi zdaj so imela pa predvsem en odličen glasbeni odnos. On je recimo napisal kakšno pesem, pa je pa rekel, prid, bova to videla. In zdaj sem jaz rekel, dober, pa mi je zaigral, pa dal noter, pa rekel, ne, čak, takole ne bi to bilo. In je on zapel. Kar je bilo zanimivo zame, da je on kot avtor zapel in jaz sem potem poizkusil približati se tej njegovi interpretaciji tisti trenutek, ko je pesem napisal. Ljubezen tukaj, o ljubezni, predvsem zakonski, pri glasbenikih je težko govoriti. Veš, jaz tako pravim, recimo čudovit glasbenik je bil, recimo Beethoven, pa ne vemo, kakšen je bil doma, ali pa, ne vem, Mozart in tako. Tako da o tem jaz ne bi kaj dosti govoril, predvsem pa ona dva sta bila lep par, prijazen par, mojo Verico, ki je prvič prišla iz Srbije, sta sprejela z makedonsko pesmijo v duetu, sta pela Koj te čuka na prozor, recimo, ne vem, če kdo to ve, ampak. In to so bile lepe stvari in za sabo sta puščala lep vtis in lepe spomine. To je v glavnem bil moj občutek do njiju. Zdravko, ti si poznal Majdo osebno in če si jo, seveda, ker si imel tudi intervju z njo, si rekel, ne, kakšna je bila, pa kakšna sta bila ona dva skupaj, če si jo kdaj opazil in videl in ko sta govorila drug o drugem, ko sta ustvarjala, ko je dejansko pela te njegove krasne kompozicije. Torej, jaz imam zakonca Sepe res v najlepšem spominu, dragocenem spominu. Zdela sta se mi oba izjemno pronicljiva, zelo prijateljska. Sem jo pa tudi vprašal, kako sta se pa vidva pravzaprav spoznala. To sta mi pa povedala, da je bila pravzaprav tam sredi 50-ih let, mislim, da je rekel leta 1955, ena modna revija, ona je imela takrat kar mlado dekle, enih 18 let. Naj še to povem, to mimogrede povem, z Majdo Sepe je nastopala tudi zelo priznana televizijska napovedovalka, celo blizu, isto, kad doma dober je malo naprej, iz Velenja, to je bila Jana Čade. To je bil en tak zelo lušen tandem, celo takrat na tem srečanju leta 2005 mi je pokazala te prelepe fotografije in kot si že lepo prej omenil, da je bila izjemno čedna, res izjemna lepotica, ampak vse to se je tudi pol kasneje pokazali na festivalih. Jaz si upam reči, da je bila to ena zelo, zelo lepih pevk in tako naprej. Sem pa vprašal tudi to pa kot zanimivost povem, kako se pravzaprav rodi ena uspešnica, ne? Ker konec koncev Sepe in njegova soproga Majda Sepe sta res imela izjemno veliko uspešnic. Če samo omenim leto 1972, jaz sem takrat začel popevko v živo gledati v Hali Tivoli v Ljubljani. Mogoče še prej leta 70 je zapela pesem o pomladi in prijateljstvu, prelepa Sepetova pesem mi je zelo ostala v spominu. Potem Valeta, ki jo je prepevala Marijana Držaj, ta pesem sicer ni bila nagrajena, ampak potem bi pa, če grem še naprej, to sta mi pa tudi takrat, ko smo bili na tem intervjuju, mi je povedal, se spomnim, gospod Sepe, da je leta 1973 ravno Lado zapel prelepo pesem Zakaj, ne? Franeta Saleškega, kaj že bil, Frane Milčinski. To, recimo, to so ni taki utrinki, ne? In tudi to sodelovanje z, bomo rekli, z pravimi pesniki, z Miroslavom Košuto, kdo je potem še bil, to je Gregor Strniša, recimo, ki je napisal Zemlja pleše. Skratka, teh uspešnic je bilo zelo, zelo veliko, potem je še Uspavanka za mrtve vagabunde, potem se spomnim prelepe pesem Pismo za Mary Brown in tako naprej. O tem smo se pogovarjali, v glavnem smo se pogovarjali o glasbi, zaupala sta mi pa na tem pogovoru, da je glasba tako kot arhitektura. Ne? In recimo se spomnim tudi enega detajla, ki ga je povedal Mojzes na tem intervjuju,
kako je napisal, leto 1964 je bilo zelo pomembno leto. Takrat je napisal note za Poletno noč, odnesel jih je Kelzi Budal in ona je pa tudi arhitektka bila sicer. Ona je pravzaprav napisala to pesem v rekordno hitrem času in vsi vemo, da je to eden največjih hitov ravno ta Poletna noč. Skratka, spomini so impozantni, prelepi, oba vesela, izjemno kulturna, kultivirana in odlična gostitelja. Mi smo se potem še videli, mogoče še ta misel, sem se zdaj spomnil, leta 1999 v gostilni Žabar. Takrat je Jure Robežnik izdal novo CD ploščo in se spomnim, da sta takrat prišla tudi zakonca Sepe in takrat smo se tudi družili in tako naprej. Skratka, imam oba v enem takem dragocenem, svetlem spominu. Laro, preko je Zdravko omenil poletno noč, ne? To je Bet Jurkovič prva pela. Misliš, da je bila Majda kaj jezna, da te pesmi ni dal njej, ker vem, da je pa potem ta pesem postala pa še večji hit v njeni izvedbi, ne? Ste se kaj to glasbeniki morda med sabo pogovarjali, zakaj pa nisi meni te dal, ta pa bi bila bolj meni primerna, pa kaj si to dal njej? Ste imeli kdaj kakšne take debate, da je kakšna pesem bolj pasala komu drugemu, pa ste se malo grdo gledali? No, jaz nisem prišel v tako situacijo, čeprav sem pa večkrat rekel, da bi rad pel v duetu z Majdo Sepe. Ampak to mi ni bilo usvojeno, toliko let sva se družila. To je bila ena druga varianta, tam je ponavadi z Majdo pel Nino Robič in meni je žal še vedno Majdo, ki sem jo poznal, ko je bila čist, bi rekel, začetki njeni, pa enkrat sva pela skupaj, ko mene še nihče ni poznal, sem bil še na pomorski šoli in potem, ko sem šel leta v Ameriko na potovanje šolsko z ladjo Bovec leta 60, sem si kupil taka 2 zlata sidrčka za na ovratnik in potem, ko sem se vrnil, sem enega dal Majdi. To se pravi, bilo res prijateljsko, sem bil povezan z njo. Kar se tiče pa pesmi Zakaj? Ta pesem je pravzaprav Ježek napisal za svojega sina. Ampak enkrat smo bili pri Mikiju v klubu, včasih je bil to klub književnikov, kjer smo se srečevali, skoraj kakor drugi dom je bil, in Frane Milčinski, ki je do mene se res lepo obnašal, vedno, izredno prijazen in ljubezniv, je rekel, Lado, imam eno pesem, ki bi bila zate. Veš kaj, komu bi dal komponirati? In za drugim stolom, za drugo mizo tam je sedel Mojzes in se pa Mojzesu. In smo pravzaprav se tam zmenili, da bo Mojzes komponiral to pesem. Zakaj? In potem je trajalo nekaj časa, par mesecev in enkrat me ob 3 zjutraj zbudi telefon, kliče Mojzes. In pravi, Lado, prišlo mi je. Se rekel, pa ni treba za to meni ob 3 zjutraj me kliče. Ne, slušaj. In je dal slušalko na klavir in je zaigral Zakaj. In sva že takrat vedela, da bo to pravi. In to je res uspešnica, ki jo jaz z velikim veseljem pojem. No, pol sem jo jasno pel mojemu Martinu, ki ima zdaj 26 let, ampak zgodilo se še par takih zanimivih pesmi, malo kdaj se srečava, je tudi zanimivo besedilo. Jaz tudi pojem zdaj, ker ni več originalnih izvajalcev, Zemlja pleše, kadarkoli lahko, ker je čudovita pesem. Potem Glažek Vinčka, Ježkov tekst, ki je dobila nagrado na festivalu v Mariboru na Veseli jeseni. Sploh so take izpovedne pesmi prihajale od Mojzesa ven. No, seveda na osnovi pravih besedil, ker on je vedno dal veliko na besedilo, jasno. In tako sva pol sodelovala še cel kup pesmi in nagrad, da ne bi zdaj vse ponavljal. Bilo živeti z Mojzesom je bilo častno. In Mojzes je absolutno ikona slovenske zabavne glasbe. Mogoče vse skupaj to začenjal pri nas Bojan Adamič, ker je imel druge možnosti tudi, ampak tisto pravi ton, pravi zvok,
pravo melodijo, tista, ki res je naša, pa ni naša, je slovenska, pa je svetovna, to je pa naredil Mojmir Sepe. Gremo mi v reklame in ko pridemo nazaj, predno bomo začeli znova tole res zanimivo debato, si bomo zavrteli kar takoj po reklamah eno zelo fajno izvedbo preomenjene pesmi Zemlja pleše, ki jo pa skupaj izvajata ravno Mojzes in pa njegova Majda. Reklame in pridemo nazaj, torej Zemljo pleše. Praznimo lesnino. V spletni lesnini izkoristite popuste do 77% in ob nakupu prejmite še letno vinjeto za samo 1 evro. Takoj po odpravi ukrepov in odprtju trgovin tudi v lesnina centrih po vsej Sloveniji. Dobrodošli doma, lesnina. Zamašen nos? Olintha hitro odmaši nos in zahvaljujoč spirali iz srebra ščiti zdravilo pred škodljivimi bakterijami. Izberite Olintha, hitro odmaši zamašen nos. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Stres, omejitve. Premagajte virus in poskrbite za zdrav jutri z Von Pharma vitaminom C in najmočnejšim vitaminom D na tržišču. Izdelki podprti študijami in potrjeni strani zdravnikov in farmacevtov. Virusi in bakterije so povsod okoli nas. Poskrbite za dezinfekcijo. Uničite viruse in bakterije. Razkužilo Stelex Saniforum. Vrhunska higiena za vsako gospodinjstvo. Primerno za vse vrste površin, učinkovito tudi za vaše roke. Razkužilo Stelex Saniforum. Že več kot 60 let gradimo na zaupanju in tradiciji. Čistila za steklo Stelex so proizvedene v Sloveniji po strogih evropskih standardih. Zdaj tudi razmaščevalec in abrazivna krema Stelex. Komprosta. Za vašo prostato. Na voljo v lekarnah. Prostata lahko moškim povzroča številne nevšečnosti, kot so oteženo in pogosto uriniranje, šibek in prekinjajoč curek, tiščanje v spodnjem delu trebuha, oslabljena spolna moč. Tablete Komprosta so popolnoma naraven izdelek, ki ga že vrsto let in z velikim uspehom uporablja vedno več moških v zrelih letih. Komprosta se lahko uporablja v daljšem časovnem obdobju brez neželenih stranskih učinkov. Zdravo prostato se izboljša tudi spolno življenje. Komprosta je prava izbira za vašo prostato. Na voljo v lekarnah. Je nežnost. Je skrbnost. Je dotik topline. Je vonj varnega zavetja. Je ljubezen, ki nikoli ne mine. Sampi mehčavci. Vrhunski slovenski proizvod. Obožujem veter v svojih laseh. Kar mi ni tako všeč, so razcepljene konice. Od strokovnjaka za obnovo las. Novi Gliss Split Ends Miracle dolgotrajno obnavlja razcepljene konice. Počni to, kar ljubiš. Gliss poskrbi za tvoje lase. Skrajni čas, da prenehate s kajenjem. Oralno pršilo Nicoret zmanjša vašo potrebo po kajenju v samo 30 sekundah. Podvojite svoje možnosti, da prenehate s kajenjem in začnete novo življenje z Nicoret. Naredite nekaj izjemnega. Odkrite celotno linijo Nicoret zdravil. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
se vrti ta svet, zemlja pleše. Prav srce me je zabolelo, ko smo mogli tole prekiniti, ampak drugače ne gre, ker še moramo reči besedo ali dve. Lado, da tebe še vprašam na hitro, takole, ko gledam, jaz res nisem čist tista generacija, recimo kot sta vidva Zdravkom, ampak glede na to, da sem velik zbiratelj in ljubitelj vinilnih plošč in da poznam vso možno glasbo, ne samo to moderno, prav ne najdem ekvivalentov, če uporabim to tujko na današnji sceni, ki bi imeli takšno karizmo, takšno prezenco, recimo, kot sta imela, ne vem, Mojzes pa Majda. In to me po eni strani žalosti in skrbi, da tudi mladina dejansko ne ve, kak so bili te starejši, mojsterski, pa recimo tudi tebe, Lado, se spomnim na tisti večni moji vse rože sveta eurovizijski, ki jo obožujem, razumeš? Takšnih pevcev in skladateljev, avtorjev, tudi Mojzes je nekoč dejal, da čuti manjko skladateljstva na slovenski glasbi, enostavno ni več. Lado, je to res ali nas pač matra nostalgija, pa temu ni tako, pa imamo tudi zdaj mojstre. Na hitro. Mislim, da imaš prav, predvsem recimo Mojzesa se spomnim še kot trobentača, fant s trobento je bil, zato ni bilo težko, da je osvojil Majdo, recimo. Naprej, Mojzes je čutil in dajal svetovno glasbo v slovenski preobleki. In da ne bi pozabili na take veličine res. Zakaj ne bi imeli na ulico z imenom Mojzesa Sepeta? Za začetek v Celju, pa v Ljubljani, ali pa narobe, vseeno. Naše ljudi moramo sami ceniti, če jih mi ne bomo cenili, nihče ne bo cenil. Kar se tiče pa glasbe, jaz sem en redkih, ki na vseh koncertih poje Mojzesove skladbe. Od Med iskrenimi ljudmi, Poletno noč sicer ne pojem, ker je čista ženska skladba, nič hudega. Med iskrenimi, da sem že rekel, torej malo kdaj se srečava. Glaža Kvinčka normalno, ker je taka izpovedna in tako naprej. Vagabunda, ki ga je Majda pela fenomenalno, pojem stalno. Tako da jaz sem že eden tistih, ki skrbi za to, da Mojzesova glasba se ne bo pozabila, vsaj dokler bom jaz še pri sebi. Pa mislim še kar biti nekaj časa, konc. Računam na to, Zdravko, da tebe vprašam, ne rečem, da se Mojzesu niso poklonili velikokrat, pa te razne vdaje, pa prireditve, recimo David Hruševar je imel morda malo več težav s tem, so ga malo pozabili zadnja leta, če rečem tako, smo tudi v eni izmed prejšnjih vdaj to debatirali, ampak Mojzes je vendarle to imel, je bil cenjen, je priznan kot legenda, ampak pri mladih ljudeh, to me bolj skrbi, tam pa to počasi umira, se pozablja in ko bodo odšli te starejši glasbeniki, se bojim, da se bo to pozabilo, tako kot je rekel Lado. Kaj misliš, Zdravko, je to res, da bi morali mi to bolj gojiti med mladino, širiti te stare mojstre, ali je to neka moja zasanjana ideja, ki ne bo šla skozi, ker so mladi res čist nekje v nekih drugih scenah, ki pač ne pašejo več v ta sistem? Torej, dragi Iztok, vsekakor se strinjam s teboj. Vse je odvisno od radijskih postaj, se pravi od glasbenih urednikov, kako pogosto bodo se pravi predvajali glasbo, v konkretnem primeru Mojmira Sepeta in Majde Sepe. Jaz sem že zadnjič povedal v eni izmed prejšnjih oddaj, da izjemno pogrešam, da se te starejše popevke premalo vrtijo. Bi pa mogoče samo še to povedal okoli gospoda Sepeta, da je gospod Sepe bil tudi dvakrat na Evrovizijskem festivalu, se pravi je dvakrat, se pravi za časa Jugoslavije, leta 1966 je zmagala v Beogradu Berta Ambrož s pesmijo Brez besed, napisala jo Elza Budov in potem 4 leta kasneje, leta 1970, se pravi točno pred 50 leti, je Eva Sršen zapela pesem Pridi, dala ti bom cvet. Sta mi pa tudi to povedala takrat na tem srečanju skupnem Mojzes in Majda, da pravzaprav je bila pesem Pridi, dala ti bom cvet napisana za Majdo Sepe
ker je pa bila Majda takrat v nekem pogodbenem razmerju, nekje je prepevala in tako naprej, so to pesem potem zaupali takrat zelo rosno mladi Evi Sršen. Mogoče še ta misel, to velja povedati, Iztok, da ne pozabimo. Jaz si bom gospoda Sepeta tudi zapomnil, jaz sem ga vprašal, kako se pravzaprav rodi neka uspešnica, da res ostane nekaj za to pesmijo, da je iz pravega testa, kot se temu reče. In je takole mi razlagal, da pravzaprav gre za simbiozo, se pravi lepe, čudovite melodije in lepega besedila. Zato tudi ni naključje, kot smo že prej omenjali, da so pravzaprav pisali besedila res pravi pesniki, ne neka banalna besedila, ki jih slišimo danes. Moram reči, da mene ta abotna besedila res izjemno motijo. Sta mi pa tudi to povedala Majda in Mojzes, da je tekst bil seveda izjemno, izjemno pomemben. Še predno je napisal tekst, oziroma predno je napisal note, je bedel, koga bo pravzaprav prosil, da bo napisal pesem, zato je večkrat je sodeloval, zelo ga je pohvalil tudi Dušana Velkavrha. To mi je zelo ostalo v spominu, pa Gregorja Stradnišo. To so pač ta imena, ki so meni nekako ostala v spominu. Skratka, če odgovorim na tvoje vprašanje, glasbeni uredniki na radijskih postajah so tisti, ki bodo lahko negovali slovensko klasično popevko, se pravi, jo bodo umeščali v radijski program ali ne. Zato sem povedal tudi zadnjič, da zelo pogrešam legendarne urednike, ki jih danes žal na Radio Slovenija ni več, in pogrešam staro slovensko klasično popevko. Lado, moram tebe tole še vprašati, mislil sem še eno popevko zavrteti, pa bom morda vendarle raje podebatiral še to zadnjo minuto ali dve, koliko nam je ostalo. Vem, da je tudi tebe to motilo in tu sem se zelo strinjal s tabo, ne? Nacionalna televizija takrat z sicer čudovito Bernardo Žarn je pripravila intervju, mislim, da par mesecev nazaj, kjer je bil Mojmir sicer že zelo zdravstveno bogi, ampak tudi uredili so ga tako čudno, razumeš, zelo nespoštljivo, no, če tako rečem, in takrat je mene, pa ga nisem osebno poznal, me je zabolelo, pa sem rekel, pa je bemtiš, no, pa bi ga oblekli, on je tako sam hotel se pokazati, ampak mogli bi oni reči, gospod, pa to, ono, drugo. Lado, kako si ti takrat, ko si to gledal, no, tako veliko legendo, ponos, ikono, pionirja slovenske glasbe, pa so ga tako nekako predstavili, pa tudi te slike, zdaj gledam na internetu, še obstojajo, da me prav malo srce zaboli in se ne strinjam s tem, bi ga raje ohranil v tistem drugačnem spominu, no, ob koncu morda, Lado, še to moram omeniti, izvoli. To je eden od dokazov, da ne znamo častiti svojih velikih ljudi. Jih popljuvamo tudi s tem, da smo neokusni v oddajah o njih, da ne znamo na prav način povedati. Zato jaz pravim, na naših medijih vseh manjka okusa, pa če že ne rečem bontona, lepega vedenja, kako se obnašaš do nekoga, ki je res svetnik zabavne glasbe, da tako rečem, ne svetnik, ampak svetnik. On je blagor, da smo ga imeli in da je za njim to ostalo. In zakaj tega ne vrtijo na radijih? Na radijih bi se moralo vrteti 80% slovenske glasbe, pa 20 tuje, s tem, da imamo pa spet absolutno ameriški glasbeni imperializem tudi v medijih. Zakaj? Ni treba, imejmo svoje čudovite zvezde, ta prave, kvalitetne, take, kot je Mojmir Sepe. Hvala lepa, spoštovana gospoda Lado Leskovar in pa Zdravko Erjavec. Jaz sem prepričan, da smo gledalcem pričarali eno res lepo, nostalgije polno in anekdot zanimivo vdajo in en tak poklon, na katerega bi bil prepričan, sem ponosen. Tudi Mojmir Sepe skupaj s svojo Majdo, in če nas on zdaj tamle gor gleda, meni je zelo žal, ne, da ga nisem nikoli uspel živo spoznati, zamujam te trenutke, te velike momente, tako da, Lado, zelo sem vesel, da vsaj tebe poznam v tistih legend, če že koga drugega ne. In še enkrat obema
obema hvala za sodelovanje in pa, dragi gledalci, vidimo se v 2 ponovitvah te oddaje in pa seveda znova v soboto 19:15 v živo. Lep pozdrav in srečno, iskreni ljudje.